Jana Pustilnik, čestitke, čestitamo, s Primorske čestitamo, brava, brava, brava. Lep dober dan vsem, malo še počakamo, sporočajo, da se v okolici vreme kar meče, da ljudje primejo stran, pa jih malo še počakamo. Čestitke za tarčo. Tu sem bila pa, jaz sem ta prva začela pisati v Jana tarčo. Idemo. Guraj, guraj. Bravo! Ja sam uz dekadi nervoz, da zaporom nekam profita. To je to. A samo Golden John još, kada sam je ali samo 20 pita, kad nisam mogu sport kupat. No, začer me rađe. Dobar dan, Hrvatska Slovenija! Dolga leta se danes na vas je največ, ker si človek lahko živi in hvala vam za to od srca. Dobrodošli na tem veličastnem shodu, dobrodošli v borbi za našo Slovenijo. Konec je ljudje, morate razumeti, da je konec. Zdaj ni več dvoma o tem, da vam uničujejo naše življenja. Uničujejo poklice, uničujejo izobrazbo in kar je najhuje, uničujejo otroštvo naših otrok in pa njihovo prihodnost. V zadnjih 18 mesecih pa so nam potajeno ukradli tudi vso svobodo. Moram povedati, da to moramo ustaviti. Vzeli so nam svobodo, vzeli so nam dostojanstvo, vzeli so nam pravico do dela, pravico do izobrazbe, jemljajo nam popolnoma vse. In to bomo danes tukaj zagotovo ustavili in jim poslali na jasno sporočilo. Postali smo sužnji brez pravic. 30
20 let nas že lažno delijo na leve in desne in na vse mogoče barve. Želijo izključno to, da smo sprti med sabo in da spregledamo to, da so v bistvu vsi isti in da so vsi samo dva krila roparske ptice, ki čepi ob samem proračunu in krade naš denar pod pretvezo, da varijo naše zdravje, ker seveda ni res. In ta njihov kriminal se razpasil predvsem zdaj v zadnjih 18 mesecih v tem COVID planu. Zdaj ste vsi pripričani, da v tem parlamentu sedi zgolj 90 krokerjev, ki plenijo naš denar, ki plenijo... Plenijo naš denar, plenijo naše davke, plenijo naše prispevke, zraven pa lažejo, da to počno zato, da bo rasla blaginja in pa razvoj ljudi, kar je seveda totalen nonsens. Ob tem, da so nam pokraden naš denar, so nam pa pokraden še vse pravice. Ljudje moji, od danes naprej polovica Slovencev ne more več delati. Polovica Slovencev se ne more več gibati, če nima pri sebi enega usranega lista papirja, ki se mu reče PCT. A smo mi narodni židje, ki jih je treba izstrebati? 80 let nazaj, nedolgo nazaj, malo pred genocidom, so tudi oni potrebovali zgolj en papir, da se lahko gibljajo, pa vemo, kam je pa ta stvar pripeljala. Neka stroka z vladom na čelu nas neprestano žali in nas ponižuje, da smo mi nevedni, da smo naivni, da smo revni, neizobraženi, ker zavračamo ta njihova priporočila stroke. Od takšne stroke vas vprašam. Iste face gledamo že 18 mesecev, iste ljudi, iste grožnje, iste metode poniževanja in iste napovedi, ki se nikoli ne uresničijo. A je kdo še odgovarjal za to? Naše starejše osebe so zaprli v domove in prepovedali gibanje, obiske in pa stike z bližnjimi. Vsakodnevno so jim grozili, da se morajo iti cepati, da bodo lahko svobodni. A mislite, da so tam svobodni? Še vedno jih zapirajo in jim omejujejo obiske. A si tako svobodo zaslužijo naše starejše osebe, naši dedki, naše babice? Otroke se nam zapirajo, otroke! Svoboda! 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 Otroke so nam zapirali, učence, dijake, študente, prepovedovali so druženje, ograjevali otroška igrišča, kaznovali kazensko preganjali njihove starše, prepovedovali interesne dejavnosti, prepovedovali ekskurzije, krožke, se pravi vse, kar je izrednega pomena za psihosocialni razvoj otrok. Ukradel so jim en let pa pol življenja. Crkvi
otrok, ki živijo na socialnem robu, so vedno večje. Raste alkoholizem, rastejo depresije, rastejo samomori, katastrofalen porast je družinskega nasilja. Žrtve nasilja pa ne morejo do kriznih centrov, ker nimajo tega papirja, ki se mu reče PCT. Ljudje torej umirajo zaradi enega lista papirja. Zato morajo oblasti, ki sliša danes to. Stop PCT pogovarjanju. Stop uničevanju življenja ljudi. Stop kraji javnega denarja in korupciji. Stop laganju in manipulaciji s številkami. In stop uničevanju gospodarstva. Hočemo pravice do druženja, hočemo pravice do zdravstvenega varstva, hočemo nazaj svoje življenje. In zaradi vsega tega zahtevamo, da se vsi obvezujoči ukrepi takoj spremenijo priporočila in pa razpis predčasnih volitev, ker ta parlament po teh volitvah, ljudje moji, z malo skupinskega truda lahko dosežemo novo politiko. To bo politika prihodnosti, ne več preteklosti. Politika združevanja, ne več delitev in ločevanja. Politika etike in morale, ne več korupcije. Politika srečnih ljudi in perspektivnih mladih družin. Politika zadovoljnih delavcev in upokojencev. Politika prodornih podjetnikov. In kar je najbolj pomembno, politika, ki bo vrnila državo iz krimplov kriminalcev nazaj v roke poštenih državljanov. Živela Slovenija, živela resnica, svoboda in moč ljudi!
Srečko Šornju, gospodi znanstveniku, nas podpil vse korona ukrepe na znanstveni način. Samo resnica lahko razreši koronsko krizo. Resnica pa pomeni empirično znanost. Empirična znanost pomeni opazovanje in meritev. Vse ostalo je larifari, vse ostalo je pretvara. S tem namenom smo mi imeli simpozij 10 uglednih slovenskih zdravnikov in znanstvenikov. Spomladi izdali smo zbornik Koronska kriza pod drobnogledom empirične znanosti in vsi parlamentarci so jo dobili v PDF obliki. Tudi na vlado smo jo poslali. Katera so znanstvena dejstva koronske krize? COVID-19 je toliko nevaren kot sezonska gripa. Članek Johna Ionidisa. Na velikih številkah je to praktično izračunal. Ionidis ima 950 člankov na PubMedu. Naši koronski guruji imajo okoli 300, on ima 950. Drugo dejstvo, cepiva so neprimerno bolj nevarna od tega virusa. Za koronskim virusom, če vi dobite ta koronski virus, recimo da obstaja, nekateri vrhunski znanstveniki pravijo, da je to matematična simulacija, recimo da obstaja, če vi dobite, ste okuženi s tem virusom, ne boste dobili stepkov krvi. Stepki krvi so se povečali za 200 krat, odkar cepimo. Če vi zbolite za koronskim virusom, ne boste imeli srčne kapi, možganske kapi, odpovedi organov, paralize telesa, za koliko ljudi vemo 3 tedne, 2 tedna po cepljenju so obležali v posli. Namen cepljenja je, da postane sezonska gripa smrtno nevarna. To je znanstveno dejstvo. Kajti ljudje, ki so cepljeni z cepivom, postanejo nenavadno. Zaradi tega bomo imeli mi novembra, ko bo resnični val gripe, bolnice polne. Ampak spet bojo lagali. Spet bojo rekli, ne, to je zaradi tega, ker tistih 30%, koliko nas bo še 40, niste cepljeni. To so vse debele, svinjske laži. In empirična znanost, to je neizpodbitna patologija. Mi upozarjamo že, skupina znanstvenikov upozarjamo naše vlade že od aprila, že od marca. Naredite vsaj eno znanstveno analizo učinka cepiv, kaj smo mi s temi cepivi dosegli. To pomeni tistih, recimo tistih, ki ste cepili decembra, dajte vzeti katero skupino, ki ste jih cepili, ki jih niste cepili decembra, pa dajmo pogledati, kakšni so rezultati. Danes je v Sloveniji zaradi cepljenja umrlo vsaj 1500 ljudi, ki sicer živi. Ok. In pravno odgovorno za to je že danes neizpodbitna. Zato, ker je Svetovna banka pač nabira plan depopulacije. Namen je depopulacija svetovnega prebivalstva. To je empirična znanost. To je resnica, življenjska resnica. In te življenjske resnice naša politika noče sprejeti. Politika, ki pa ne
časti resnice kot svojega prvega pravila, kot svojega prvega gonila, je pa vseeno na propad. Ker nikoli v zgodovini človeštva nobena stvar ni mogla obstajati na laži. In koronska kriza je laž, popolna laž. Koronska kriza se ne izvaja, koronska kriza se izvaja vsak dan posebej, zato smo mi dobili denar, da jo izvajamo, ne zato, da jo rešujemo. Pa so rekli, prvi odmerek, nič na koncu se žela. Pa ste se cepili prvič, pa so rekli, jo, to je malo daljši. Drugi odmerek, pa ste se cepili drugič, pa so rekli, jo, zdaj pa ne treba prejeti živitveni. Zakaj trikrat? Zato, ker ne treba cepiti ljudi, dokler ne zbolijo in umrajo. Znanost neizpodbitno dokazuje, da je naravna imunost neprimerno. Znanost neizpodbitno dokazuje, da je naravna imunost najboljša proti koronskemu virusu. Da dobite, da prebolite in greste naprej v življenju. Oni so posebej tega virusa so naredili demona, medijskega demona. Zato, da lahko uničujejo življenja, da lahko uničujejo ljudi. Zato, da se ne smemo srečevati, zato, da ne smemo videti svojih vnukov, zato, da se ljudje ne morajo biti več skupaj. To so vse fašistične metode kontrole nad ljudmi. In Slovenci smo dosti pametni narod in dosti pridni narod, da lahko živimo od svojega dela. Se je pripravila 20 let se je prekinila koronska kriza in vse je bilo jasno, kako bodo stvari potekale. In z namenom, da ljudje postanemo roboti. Kajte v teh cepivih je bil tehnologija, ki ko si vi enkrat cepite s tem, praktično odvoj začne živeti sama in se napaja z energijo vašega telesa. Hidrogel ste slišali že. Oni hoče narediti plastičnega človeka. Oni hoče narediti človeka, ki bo dobil, ki bo priden, ki bo pomizel, ki bo platil, če bojo rekli. Zato uničujejo naše otroke. To je največja svinjarija, ki se je kadarkoli zgodila v naši državi. Opravilno nesposobnih idiotov uničuje naše otroke. Potrebne maske, ni potrebno nič v šoli. To je največji zločin nad vlastnimi otroci in narod, ki izvaja zločin nad vlastnimi otroci, ljubi moji, je obsojen na propad. Bravo, res je! Če mi ne zberemo ljubezni do vlastnih otrok, bože, da se jutri obesimo. Jutri se lahko, danes se lahko obesimo. Bravo, bravo! In zdaj bi radi cepili otroke.
par psihopatov. Pa je rekla, otrok ni treba cepiti. Ne naše razpravljajo, oni imajo simpozij. Kako bi ga treba cepiti otroke? Slovensko javno zdravje je na rokah totalnih idiotov. Ki ne poznajo znanosti in ki so pravilno nesposobni. Ali vam je to jasno? Ja? Tako da... Hvala, da ste prišli danes, Ljubljana. Slovenija je naša država. In mi si bomo vzeli to državo nazaj. Slovenija ni last Svetovne banke. Mi bomo vzpostavili ter, mi bomo vzpostavili teritorijalno obrambo, mi bomo 100% predelali hrano doma, mi bomo imeli radi naše otroke in tem kriminalcem bomo rekli ven z naše države. In prvi, ki bo leteli ven, je WHO, to je največja kriminalna organizacija na svetu za pobijanje ljudi. WHO. Je prišel visoki predstavnik WHO, ki je rekel, slovenski premaj ste cepljeni 40%. Mi imamo plan pobiti toliko ljudi, mora biti 80% cepljeni. Namen cepljenja je pobiti populacijo, ali je to jasno? In mi opozarjamo vlado, naj se naredi znanstvena revizija cele te koronske krize že 6 mesecev, noče slišati. Zato smo izdali zbornik, da bi Slovenijo vrnili v okvire zdrave pameti. To je ta nova normalnost, ki bi radi psihopati iz tujine, da bomo cepili svoje otroke, da se nam bojo podijali, da bojo... Oni bi radi naredili iz te države ljudnico. Namen koronske krize je, da psihopati imajo pod kontrolo duševno zdrave ljudi. Tako da voda je do tu. Ok, na naslednjih volitvah se gre 100% voliti nove obraze, niti en politik ne stoji za nami. Niti en človek v parlamentu ni dal po mizi pa rekel, pripizdi materni, nehajmo nebati svoj narod. Niti en človek v vladi ni rekel, pa dajmo nebati s tem strani. Ok, in zdaj, ne moreš iti več po benzin, ne moreš iti po bilo od njih zdaj. Pa naj grejo, naj si nabavijo psihiatre, vse imamo psihiatre, naj grejo tudi na psihiatrijo, da naj se tam zdravijo. Ok. Pa naj jim država plača, to jim ure pri psihiatru. Če si duševno bolan, ni treba jebati v glavo cele nacije. Razreši svoj konflikt sam. Jaz počasi zaključujem, eno stvar moram povedati. Mene je dvignilo to, da so se spravili na otroke. Mene je to tako dvignilo pritisk, da vam ne morem povedati. Povidim te duše. A nas sušijo! Janez, odstopi! 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 Janez, odstopi!
Med nami pozdravljam tudi damo, prepoznavno, predvsem po dobrih idejah in pa po motivacijskih govorih, to je gospa Damjana Bakarič. Slovenija, všeč mi je, da nas vidim v tolikšnem številu. Bravo! Do konca in naprej in žal mi je, ker je malo slabo ozvočenje. Ampak okej, nič hudega, fanti so se potrudili, lahko se jim zahvalimo, da so sploh kaj naredili. Dajmo še za fante, ki so to organizirali, delaj. Okej, jaz bi vas nekaj, dajmo še enkrat. Glejte, samo eno prošnjo imam. Dajmo se danes vzdržati, dajmo danes pokazati, da smo kultivirani, dostojanstveni. Veliko sem slišala že žalitev, pa bom rekla, da mi to ni všeč, ampak se strinjam z vsem povedanim in sem v kognitivni disonanci. Ampak, poglejte, dajmo danes biti mirni, kultivirani, ker vemo, da množica lahko drhal, lahko je nasilna, lahko je pa dostojanstvena in junaška. In dajmo se danes odločiti, da bomo junaški. Slišala sem, da se znaš zgoditi provokacije. Ne nasedajte, ker to so njihovi cilji. Možno, ni pa nujno. Okej? Če vas kdo vpliva, ne padte v nasilje, padte danes v ljubezen. Samo v to in nič drugega. Jaz bi nekaj imela, ne bom ponavljala, kar so vsi pred mano povedali, mi vsi vemo, zakaj gre. Svetovna planinska elita ima načrt, da v bistvu uvede nov svetovni red. To se je zgodilo s planinskim kapitalizmom, ko so se srečali Thatcherjeva, Friedman pa še ne vem kdo in veste, kaj se je uvedelo. O tem piše Naomi Klein, a sem rekla prav. Naomi Klein v doktrini šoka. V redu. Virus je nora dobra pogruntavščina, na njem lahko delaš izvrstno propagando. Oni so geniji, to se morate zavedati. Virus je bil, je in bo. Pustimo to, a je virus posledica ali vzrok. Medicinska doktrina Rockefellerjeva, tisti, ki poznate, veste, kaj so oni naredili. Okej? Vemo, propaganda je odlična, izvaja se skozi množične medije. Noben moj bivši novinarski kolega ni zastavil vprašanj, ki sem jih recimo jaz danes zastavila. Noben ni šel raziskovati druge plati zgodbe. Mene so trenerali, učili, da je treba objektivno pristopati k vsemu, kar se dogaja. Tukaj gre samo za propagando, za ponavljanje ene in iste zgodbe. Kateri cilj je samo en? Kdo ve? Kdo ve? Ne, da ste prestrašeni, da ste posrani od strahu, da ste v stresu, da vam pade imunski sistem in da vsemu rečete ja, tudi stvarem, ki niso v vašem interesu. In to je njihov načrt. Prosim vas, vi vsi ste inteligentni, ste čustveni, ste empati, veste, da je nekaj narobe, ne igrajte njihove igre, ker to ne samo potegne. Naslednja njihova v tem propagandni zgodbi je, da nas razdelijo. Vsaj zame. Njihova naloga, obstransko urodje te propagande, da nas pravijo na koleno in v večni strah. In jaz vem, kaj je življenje v strahu,
ker sem živela v strahu celo svoje življenje. Tesnoba, panični napad in tako naprej. O tem sem napisala tudi knjigo. In marca 2020 sem zaslužila, kaj se dogaja, tako sem vedela, zato sem naredila ta video. Ne smete post, prosim vas, na delitve. Boli nas, a so cepljeni ali ne cepljeni, mi moramo stopiti skupaj. Mi moramo stopiti skupaj. Zakaj? Zato, ker nas tako ne morejo premagati. Tole je strast, agresija, priznam, zato, ker agresija pomeni, da gremo naprej. Če moški ni agresiven, se ne more odločiti, da bo svojo žensko. Napačno razumevamo in zamenjujemo agresijo z nasiljem. Sam tukaj, malo, da se razumemo. Torej, če bomo mi razdeljeni, smo lahek plen, smo šibki, zato se moramo resno povezati. Resno, ker ne gre več za cepljene, ne cepljene, gre za svobodo, za pravice, ki se nam izvajajo. V bistvu, hvala, gre za pravice, ki so jih naši predniki izbojevali. Oni so v krvi se borili za to, da smo bili svobodni. In tega ne smemo dati. Prišli smo svobodni na svet, ljudje smo se svobodni, imamo pravico, da se gibamo, da hodimo kamorkoli hočemo, da dihamo. Da se gibamo, da grem v Italijo, če hočem, da grem na Madžarsko, če hočem. Danes sem se sprintala deklaracijo o državljanskih pravicah. Meni je šlo na jok! Zato, ker se nam krši vse po vrsti. Krši ustavo, krši mednarodne ratificirane pogodbe, katerih podpisnica je tudi Slovenija. Postavljamo vprašanje, Slovenci, ali so tak sistem, ki deluje proti ustavi, proti pravicam, proti svojemu lastnemu ljudstvu, ne govorimo o slovenski vladi, ker je nepomembna. Gre za svetovno zgodbo, ki se dogaja po celem svetu. Vlade so samo marionete, ker če zdaj odstopijo, bo odletel kot nos od gat. Dajmo luskamo, da je to lopovi. Ne. Tega na nas skrbi lopovi, da ne bomo v bistvu izvali kakšnega nasilja. Poudarjam, jaz se ga resno želim, da ne pokaže, da smo kultivirani, ker jaz menim, da samo čakajo, da naredimo napačen move in bo po nas. Zato se moramo obnašati modro, pametno, kot junaške množice, ki misli svojo glavo. Čeprav množice kao ne bi imela, ampak ima pa vsako dne sredstvo. Torej, še to, ali se vam zdi pametno podpirati sistem, če deluje proti vam? In kaj bomo naredili? A ste sposobni od danes naprej delati to, da se ne razdeljujemo več? Briga nas, bogat, reven, sreden sloj, kaj ima in kaj nima, meni je vseeno, se jim cepi zato, ko hoče na morje. Pa on ima pravico, ampak jaz imam tudi pravico, da se ne cepam. Jaz vam tak mir, zdaj ga še ti meni. A smo sposobni razumeti en drugega? A smo sposobni razumeti sebe? A smo sposobni sebe imeti radi?
radi. Jaz že bom iskreno povedala. Jaz sem bila takrat na protestih, je bilo vse premalo ljudi. Jaz sem rekla, Slovenci se nimajo radi. Danes ste pokazali, da se imate radi. To je moje mnenje, ne pot združevanja. Drugače nam ne bo uspeh, a veste zakaj? Ker smo vsi na istem čolnu. Cepljeni, ki mislijo, da bo imel svobodno življenje, dragi moji, ne boste ga imeli. It's just a question of time. Posilijo maske, govorijo v naslednjem odmerku, pravijo, da se morate testirati. Prosim vas za to, mi smo vsi na istem čolnu. Dajmo si pomagati! Dajmo! Ni šans, da nas premagajo, če smo združeni in verjamemo, da imamo moč. Nas je 90%, če pozabimo na delitve. Delitev je osnovni princip pred vojno. Najprej ljudi razdeliš, da se pokoljajo med sebe. Potem pa še ti končaš, kar je treba z minimalnim trudom. Imam 3 vprašanja kot bivša novinarka. A je kdo te, ki mi lahko na njih odgovori? Če je testiranje nujno, recimo, dajmo se zdaj pogovarjati o temu, da se bomo šli testirati. Čeprav sem proti temu. Če je testiranje nujno, zakaj ga ne krije zavarovalnica? Zakaj? Ja, koliko plačujemo? 80 € na mesec. Ko so ljudje klicali na zavarovalnico? Jaz nisem klicala. Aha. Kako? Ok. Prosim, vi tamle, ki žvižgate, pozivam vas k miroljubju, k ljubezni, prosim. Čakajo, da bomo naredili kaj narobe. Možno je, ne strašim vas, prosim, boste kultivirani, mirni, dostojanstveni, ne dela zdaj. Ej, prosim vas, ne pas na finte, ne izvajati nasilja, ne biti agresivni, ker samo čakajo. Bodimo, pokažimo, da smo boljši, pokažimo, da obvladamo komunikacijo, ki je spoštljiva. Prosim vas, policiste, pustite na miru, prosim vas, ker ne veste, kakšne so njihove zgodbe. Oni niso vaši sovražniki, so ljudje, vsi smo na isti barki, ne padati na provokacije. Ok, vprašala bi nekaj. Zavarovalnice, pišite na zavarovalnice, ne začnejo pri testiranju, če ga hočejo imeti. Jaz sem proti testiranju, da je jasno. Zakaj testi na plinek niso dovolj, če moram nositi masko? Kdo mi to lahko razloži? Zakaj krvna preiskava na proti telesu ni legitimna? Včasih je bila krvna preiskava alfa in omega, da se ugotovila, gre za virusno ali bakterijsko okužbo, pustno to je virus posledica ali vzrok, pustno medicinska doktrina po Rockefellerju, včasih te dali tako na preiskavo. Danes pravijo, da krvna preiskava ni merodajna. Zakaj ni merodajna? Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Prosim vas, držite do konca v ljubezni, pokažite slovenski vladi, da obvladate komunikacijo, ki ni sovražna, ki ni strahovalna, ki ne sramoti nikogar, ki spoštuje, ki razume, pokažite vi, da obvladate to bolj, ker vem, da obvladate. Menda od enega razloga, da bo danes tukaj karkoli šlo v smer, ki ni dobro za nas. Imejte se dobro, imejte se radi, imejte se tam. Ej, drž se. Drž se. Kaj treba? Deixa eu
bas ali gor, ali pa zvočnik, za zvočnik, vse to je fora. Sam bolj zvočnike na žalost. Zvočnike v strast, ki pa bolj zadnji, da ne vprašaj, pa lahko bas malo tiho. Pa se napoznajo! Taka masa ljudi bo dosegla spremembo prve variante in samo to smo razvijali. Naslednja je na vrsti učiteljica, ena redkih, ki je pokazala jajca. To je učiteljica Bojana. Poslušimo, na RTV Slovenija ste videli, da v Sloveniji nimamo drugega mnenja, ni drugega glasa. In kdor se ga oglasi, da diskreditirajo, uničijo in žalijo. Tukaj, v tej hiši, so želeli sprejeti zakon proti sovražnemu govoru. Kdo v Sloveniji uporablja sovražni govor? Tukaj, na tem mestu, se zahvaljujemo vsem tistim politikom, ki so me označili za ne vem kakšno učiteljico že. Se upravičujem, samo malo bo nadaljevala Bojana. Naprošam gospe in gospode ob cesti, da se malo umirijo. Lepo prosim, da ne uničijo tega veličastnega shoda, ne provocirati policistov. Lepo vas prosim, gospe in gospode na cesti, končno nam uspe, da zberemo maso ljudi, ne počnite tega. Prosim vas, pridite bliže sem, uspelo vam bo brez teh provokacij, lepo prosim. Še enkrat ponavljam, prosim ljudi na cesti, ne delajo težav. Prosim vas, vrnite se nazaj k masi ljudi. Ne provocirajte, ker bomo imeli sam težave zaradi tega ljudje. Pustite policiste, kar mi... Imam srečo, da me prekinjajo, ampak tokrat ne bomo zamerili. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zato, da vsi skupaj sporočimo slovenski politiki, da ne bomo dovolili, da nas delijo na cepljene in necepljene. Dovolj je bilo teh delitev. Svoboda odločanja o mojem, tvojem, našem telesu, tega ne bomo dovolili, da nam vzamejo. To je zapisano v naši ustavi. In to vemo vsi, ki smo kdaj vzeli v roke Ustavo Republike Slovenije. In na tem mestu pozivamo vse učitelje, ki poučujemo naše otroke, da ne dovolimo, da bi naši otroci postali resnične žrtve tega COVID-a. Pomagajmo otrokom! Vsak četrti študent, smo lahko slišali, ima samomorilne misli, potrebujejo pomoč. Tukaj na tem mestu vas pozivam. Denar, ki ga namenite za cepiva, za teste, prosim, dajte za naše otroke. Vemo, da je čakalna doba za študente 5 let, da pridejo do strokovne pomoči. Kje so tisti otroci v osnovnih šolah, ki sploh ne pridejo do strokovne pomoči? Zakaj dajemo denar za nekaj, kar ničemu ne koristi? Vem, danes sem prebrala v medijih, Trnoglava učitelju bomo ukrepili. In vem, jutri bodo zopet zvonili telefoni in jutri bodo spet pisali o meni kot učiteljici, ki ne spoštuje naše oblasti. Ampak meni je prva in edina in sveta ustava. In vprašam vas za konec eno stvar. Ali veste, zakaj so kipci tukaj
na parlamentu goli. Zakaj? Zato, ker smo pred zakonom vsi enaki. Ne, Matjaž. Matjaž, pa to ni tvoj protest, no umir se. Umir se. Resno, umir se. Lej, nabil si se ga, napol si se ga, pijan si, sam škoda vzel. Umir se. Resno ti povem, umir se. Lej, Matjaž, umir se. Resno ti povem, kad te bom dala jaz od stran, posebno, če ga boš srom. Ko mi smo se zbrali v taki množici, ne zajebi. Ti ne dovolim, da zajebiš, res ne. Ja. Lej. Resno ti povem. Hvala si ne, čekaj, Matjaž, moraš danes narediti, da vem, da od sreča pa pusti ljudi, vse ne naredim. Bravo. Okej, samo. Ne me že to gledati. Ni pa bilo jasno. Ampak... Vse kot moja. Vse ne vim, vse kar ona postavlja glede. A ti ček? Ne, to ne. Aj, za se nekaj ne izkažeš. Ne, slikar je. Ne. Ne, to, čakaj se slučaj. Ja, ne, to je možno. Vse se počašajo, da to je šopoj težko. Obala. Pa gremo še enkrat pozvat, kot stopi! Janez, odstopi! Janez 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 odstopi! Kakšne glasne stala pa si. Ja, zdaj ko mi pomaga, zdaj boš vedel. To je pomembno. Ej, pa zdaj nehaj. Sredo imamo Biblijo. Preveč telefonov je tukaj nas tu signala nekaj. Mi imamo že plan.
Sezonnim Papa Mondirom. Zdaj pride s nami vas. Hvala, res iskreno hvala. Na ta moment sem čakala 1 leto in pol. Zakaj smo tukaj? Zato, ker čutimo, da to, kar se dogaja, ni prav. A je res? Ni prav. Ne rabimo nobenih znanstvenih dokazov, da vemo, da ni prav, ker čutimo globoko vse, da to, kar se počne zdaj, ni prav. Ja, res so lapavi, drži. In to, kar se dogaja, je dobesedno genocid nad človeštvom. In veste, danes sem bila na pumpi, pa mi niso hoteli več benzina. A se je še komu to zgodilo? A se vam zdi to prav? Meni tudi ne. In jaz sem odločena, da jaz od tega ne grem, ker želim biti sloboden človek, ker to tudi sem, a ste tudi vi? Ne plačam take visoke cene za ponujeno svobodo, ki to v resnici ni. Ker svobodni smo v resnici sami v sebi. Tako da... Tako je. Ja, kje je Werner? Werner! Pozdravljeni, dragi prijatelji moji! Narod, samo ustrajati! Samo ustrajati treba! Nobene obsojati in srcem naprej! Bodite cepljeni, živi pesnijo! Samo živi pesnijo! In včera nišče ne bodo! Upam, da se čim prej vidimo tako na koncertu!
ne obstaja. Rekla sem, mi se naprej tako. Jaz mislim, da lahko Wernerjevo to novo. Sašo, daj, snimaj. Saško, daj. To tega malega? Ne, kebe. A vas lahko prosim samo za par minut tišine? A lahko čista tišina, prosim samo nekaj sekund. Zdaj vam bo najlepših vokalov v Sloveniji, Saša Lendero, zapela Zdravljico. Snemajmo jo, posnemajmo jo, naj se nas sliši veselje. En lep pozdrav vsem skupaj. Hvala pregani, povezani in da se razumemo. Res hvala, da ste tukaj. In to smo mi ljudje, ki razumemo, ki imamo odprto srce in ki razumemo vsako odločitev, ki jo nekdo sprovede. Ne prenesemo pa sovraštva, ki ga sejejo med nas. A je res? Živi naj vsi narodi, ki hrepenimo čaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vrak, ne sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsak, ne vrak, ne sosed bo. Ne vrak, ne sosed bo mejak. To smo mi! Bratje in sestre, ljubezen se vrača v svet z mojstrstvom in matrica se nas straši, ne bojte se. V sebi imate moč nad vse iluzijo. Ven iz sistema.
Da imaš mene ruke. Tako je, tako kot ste rekli, hočemo svobode. Najlepši možni dokaz je danes tukaj. Ta številka ne znam niti oceniti. V medijih bo rekel, da se bilo par 100. Jaz predvidevam, da se čez 20 000. Zato takoj prečasne volitve in takoj ukinitev vseh ukrepov in priporočila. Hvala vam ljudje, od zdaj naprej bomo pritisk samo še stopnjevali. Evo, da se ne smije diskriminirati. Kjer se zaustaviš, zdiš, avto gremo peško.